Ta odlok je prinesel za sabo to, da so se zaprli gostinski lokali, frizerski, kozmetični saloni. Skratka, vse storitvene dejavnosti se po odloku ne smejo opravljati za izjemo tistih, ki zagotavljajo neko nujne zadeve, tako da tudi v Posavju se je življenje, kar se tiče podjetništva, obrtništva, ustavilo. Pri nas na območni obrtni podjetniški zbornici Krško vsak dan sprejemamo telefone, neprestano zvoni telefon. Naši člani, obrtniki in tudi nečlani se na nas obračajo z različnimi vprašanji, iščejo informacije, kaj storiti. Velikokrat pa so to tudi klici, v katerih nam postavijo vprašanje, kako sploh preživeti. Mnogi s svojo dejavnostjo preživljajo družino in zaprtje njihovih obratovalnic pomeni, da nimajo od kje dobiti denarja, ki jim je omogočal preživetje. Vzemimo na primer samozaposlene, po možnosti še samohranilce, ki jim je dejavnost omogočala plačevanje prispevkov, odplačevanje kreditov in bolj skromno življenje njihovih družin. Sedaj pa teh prihodkov ni, imajo pa obveznosti do države. Prispevke bodo morali ne glede na to, da so v sredo z interventnim zakonom zamaknili plačilo teh prispevkov, vseeno plačati. In zato je tu na mesto vprašanje, od kje. Če ne morejo delati, kje bojo dobili denar za plačilo vseh obveznosti, ki jih imamo vsi, predvsem pa obrtniki, podjetniki do države. Mnogi nas sprašujejo tudi, kako delavce dati na čakanje, kakšen je postopek. Veliko jih razmišlja tudi o zaprtju svojih obratovalnic, vendar tu nastane problem, če imajo zaposlene, ker so tu odpravnine. In vemo, da če imaš na primer 10 zaposlenih delavcev, ki so pri tebi že morda 10 ali več let, to za sabo potegne številke, ki se vrtijo v krepkih tisočih. Tu je še potem 30-dnevni odpovedni rok in ne vem, kaj bi rekla, kaj bi še komentirala. Vlada in parlament na drugi strani, oba dva vsak glede na svoje pristojnosti sta situacijo, ki smo ji priča, vzela zelo resno. Vlada je po svoji pristojnosti omejila določene socialne stike, določena gibanja ljudi, na ta način omejila naš način življenja, kot smo ga bili vajeni doslej, ampak vse seveda v skrbi za naše skupno zdravje. Parlament na drugi strani pa je sprejel določene zakone, kar 5 zakonov, kar je pravzaprav zelo veliko, glede na to, da so bili spisani v rekordnem času, ki bi ublažili posledice, ki jih ima ta epidemija na gospodarstvo in na druge segmente družbe. Kar je potrebno opozoriti je to, da glede na to, da je bila tudi v zvezi pri sprejemanju teh zakonov kar burna debata v parlamentu, da gre za v bistvu interventne zakone, ki začasno blažijo posledice epidemije. Dejstvo je namreč, da namerava vlada v prihodnosti sprejeti in državnem zboru predlagati v sprejem še en zakon, ki bo krovni, ki bo reševal posledice epidemije, kot bodo znane čez mesec dni ali 2 meseca, ko bo epidemije konec. V tem času pa je predlagala tiste neke najbolj nujne začasne ukrepe, ki so potrebni, da gospodarstvo in da ostali segmenti družbe delujejo kolikor toliko normalno in kolikor toliko predvidljivo. Namreč, sprejeti je na primer ukrep delnega nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo ali pa povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene. Zdaj, v zvezi s tem ukrepom se je seveda odvila debata, ali je ustrezen ali ne, ampak dejstvo je, da vseh okoliščin, kako ta epidemija vpliva na gospodarstvo, kakšne bodo te posledice, ki se bodo izkazale, še te okoliščine niso znane vsi učinki epidemije
In ko bodo znani učinki, bo lahko vlada pripravila takrat za nazaj ukrepe, ki bodo, verjamem, da bistveno bolj zadovoljili vse, ki bodo z samo epidemijo prizadeti. Se pravi, bilo je sprejeto ta možnost delnega povračila nadomestila plače, s tem se je želelo zajeziti poviševanje brezposelnosti. Ključnega pomena je, da ljudje obdržijo službe in tudi plače, ne glede na to, da se je gospodarstvo znašlo v nezavidljivem položaju, v upanju, da bo situacija čim prej boljša in da bo lahko vse družbe in gospodarski subjekti poslovali normalno naprej. Nadalje pa so bili sprejeti še razni drugi ukrepi, naprimer odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb, potem lažji pogoji za spremembo prehodne akontacije, lažje uveljavljanje odloga oziroma obročnega plačevanja davčnih obveznosti in podobno. Mi kot zbornica smo vztrajali in še naprej vztrajamo pri številnih zahtevah, ker nismo zadovoljni s tem, da so jim, kot sem že omenila, priložili samo plačilo prispevkov in bomo vztrajali, da se najde drugačna rešitev, kar smo tudi s konkretnimi predlogi prejšnji in ta teden pozivali pristojna ministrstva, kot je ta, da se breme bolniških nadomestil zaradi virusa gre v breme države že od prvega dne. Sedaj morajo plačati 30 delovnih dni, gre v breme delodajalca. Nezmožnosti opravljanja dela, čakanja na delo naj bo urejeno tudi za samozaposlene. Postopek odreditve čakanja na delo je preveč administrativno obremenjujoč za posamezne obrtnike in bi bilo potrebno zmanjšati ta obseg, kar je treba sedaj dokazati, zakaj si se odločil za ta ukrep, tako da teh administrativnih prilog, ki jih je potrebno priložiti k temu obvestilu, ki se da delavcem, je preveč. In to ni v redu, če so izredne razmere, naj bo potem tudi tu vključeno, tako da to je eden izmed in še številne druge predloge jih podajamo sproti vsak dan na ministrstva.